lep pozdrav. Z nami je Gorazd Kočančič in jaz danes bova spregovorila o njegovi tretji knjigi, ki predstavlja njegov tako imenovan sistem. Sam govoriš o sistemu, kar je zelo zanimivo, ker pač danes filozofija večinoma hoče biti fragment, ne sistem. In to je tvoja tretja knjiga z naslovom o preobilju, 4 eseji o preobilju. Me najprej zanima prav to, kako to, kako vidiš sam to sistem, to najbolj, ali je to Hegelovski sistem, zakaj čutiš potrebo v tem, da ima danes neka misel se sistemsko razvija? Ja, dovolj mi, Alen, samo da najprej še jaz to pozdravim. Občinstvo se vam lepo zahvaljujem, sem počaščen, da ste si eno urco, koliko bova govorila o trga, pač za pogovor o tej knjigi. Čas je dragocena dobrina in vsako pač ura, ki si jo utrgamo za nekoga drugega, je pomembna in cenim to, in se vam zahvaljujem. Zdaj, v zadregi sem tudi, ker marsikoga od vas poznam in vem, da pač mnogo teh stvari veste, razmišljate, tako da se počutim se spomniti na neko anekdoto antično, ko je Plotin imel predavanje in je v Rimu in je zagledal med publiko svojega sošolca Origena in je nehal govoriti in je rekel, več ne moram, ne. To situacija je čudna, ne. Čim so med poslušalci ljudje, ki mnogo vejo o teh rečeh, je težko govoriti. No, ampak zdaj pa k Alenovemu vprašanju glede fragmenta in sistema, seveda je dejstvo, da je po času rečemo zloma velikih idealističnih sistemov, se pravi v Evropi po obdobju po Hegelu zlasti, prišlo v filozofiji do nekega odpora do ideje sistema. Predvsem se je ta ideja začutila kot neka človeška hibris. V osnovi gre za to pri kritiki sistematskega filozofiranja. Namreč ideja Hegela, da neka misel lahko se dotakne realnosti in jo izčrpa, da je pravzaprav v mišljenju samem v središču tega, kar je, da je tako rekoč človeško končno mišljenje v zadnji instanci, samo mišljenje absolutnega se je poznejšim rodovom in začela se ta kritika že pravzaprav v poznem Schellingu zdela neka skrajna hibris, ne, človeška. In seveda mišljenje je potem Kierkegaard različnih drugih smeri začelo sebe razumeti kot bistveno nek končen projekt. Mi ne moramo do absolutnega človeško mišljenje more ustrajati v tej svoji končnosti, če drugače pravzaprav zaradi svoje neizmerne pretenzije zgubi ravno tisto, kar ga dela za mišljenje, namreč resnico, iskrenost, pristnost. Ampak jaz osebno bom zelo preprosto povedal, zakaj se vračam k sistemskemu mišljenju. Namreč, recimo v filozofskih pogovorih s prijatelji ali pa z ljudmi, s katerimi se nisem strinjal, sem vedno videl, da se pogovor o katerikoli temi že v nekaj korakih začne dvigati, od recimo nekih bolj konkretnih zadev, recimo banalna razprava o politiki, do nekih splošnejših, recimo kaj je pravzaprav, kaj je človek, kaj je resnica človeka, kaj je antropološka resnica, do še splošnejših, kaj sploh recimo pomeni biti, kaj pomeni ne biti. In to, jaz sem pripričan, da je ta recimo notranja strukturiranost problemov, da je nekaj, kar je neizpodbitno dejstvo. Recimo vi karkoli bi trdili na neki zelo konkretni ravni, vedno predpostavljate neke splošnejše zadeve v določenih hierarhizaciji pojmov. Pa naj si to reflektirate ali pa ne. Zato je tako pomembno vedno znova reflektirati ta hierarhični ustroj pojmov, videti
v čem nek tvoj uvid pravzaprav temelji. Ne? Kaj je tisto prej, kar ga omogoča. Ne? To bi se delo neke radikalne, iskrene samorefleksije in ravno v tem smislu ni, no, saj jaz ga ne razumem tako dedič tega hibrisa, ki želi z konceptualnostjo, z mišljenjem izčrpavati realnost, ampak nasprotno. V bistvu gre za nek projekt, ki v osnovi, recimo, dedič sokratske ideje nevednosti. Vem, da ne vem. Ne. Čudim se. Ampak v tem vedenju v lastni nevednosti se sprašujem po predpostavkah lastnega nevedenja. Zakaj je zame, recimo, skrivnost vsega neka absolutna evidenca, za nekoga drugega pa ne. Pa mislim, da pač pozna odgovore na stvari, da ve, kaj je resnica sveta in tako naprej. In zdaj v tej refleksiji jaz temu pravim transcendentalizem skrivnosti, ne? Pač referiram pri tem na Kanta, ki se je sprašval o pogojih, ne, možnosti spoznanja. Zame prvotno dejstvo ni to neko spoznanje, recimo naravoslovnega tipa, tako kot pri Kantu, ker samo ta moj sistemski nasledek seže v bistvu v neko globjo kritiko in prepraševanje osnove znanosti, ampak se sprašujem, kaj je ta pogoj možnosti vznikovanja skrivnosti, v kateri in kot katera pravzaprav bivamo. To je recimo neka osnovni odgovor na to vprašanje začetno. Hvala lepa za to pojasnilo. Druga stvar, ki je pač tudi povezavi s tem, mišljenjem, to, ko si razložil, da se vrača sistemu, je vendarle tukaj pred nami knjiga, ki, kot sam pravič v uvodu, ima tetradično zasnovo. To pomeni, da se fokusira na 4 temeljne fenomene, če tako rečemo. In se pravi, govoriš o živalih, o sanjah, o jeziku in o niču. In seveda, kot pač mogoče čisto laično ali pa tako najbolj naivno gledano, bi lahko rekli, bi se lahko nekdo vprašal, da je tukaj vendarle prisotna neka kontingenca. Rekli, dober jezik, mi živimo tukaj v nekem dobi lingvistik trna, jezikovni obrat in tako naprej, vse filozofije nekako štartajo s premisleka jezika in tako v 20. stoletju. Ampak tukaj so sanje in seveda žival, ki pač tudi stopa, čeprav v odspredje, v zadnjem času, čeprav mogoče kakšen Heidegger še tukaj ne bi vedel, kaj dosti povedati, oziroma ni dosti povedal, ampak to sanje, žival, jezik, nič. Kako ti razumeš to, da v bistvu, kot pojasnjuješ, da pravzaprav ta preplet teh na nek način prav fenomenov vendar vodi v neko nujnost? Malo se moram vrniti pravzaprav nazaj, na te, mislim, da lahko karkoli smiselnega odgovorim na tvoje vprašanje, moram zelo preprosto poskušati te svoje osnovne kategorije razložiti, drugače ne bo šlo. In zdaj osnovna kategorija, pač ta knjiga je tretja v tem uvajanju v sistem. In prva knjiga, Razbitje, v prvem poglavju, ki govori o bitih, vpelje ontološko kategorijo hipostaze. Zdaj, kaj je ta hipostaza? Bom skušal zelo preprosto povedati. Gre za, recimo, vsakega od vas, po imenu. Vsak od vas je hipostaza. Ampak hipostaza je pravzaprav s tem imenom imenujem, da vi sami, ki skušam in sebe samega, ker skušam misliti z izrazom hipostaza, ne bivate čisto na tak način, kot sami sebe razumete ali pa razumemo v vsakdanjem življenju. Zakaj gre? V bistvu od otroštva smo mi nekako kondicionirani biološko, družbeno in tako naprej, da vzpostavljamo neko podobo sveta. Ta je taka, da pač smo mi nekaj zunaj nas, obstaja zunanji svet, razumemo v osnovi, kaj pomeni je, razumemo, kaj pomeni ni, razumemo, kaj je
globalno odzadje, ki je nereflektirano, kaj sta biti in nič in tako naprej. Ampak težava nastopi, ko začnemo to strogo misliti. Namreč, ko začnemo sami sebe strogo misliti v svoji izničljivosti. Če začnemo, če si preprosto stavimo vprašanje v samoti na kavču, ne da bi nas to karkoli sprašal, kaj bi bilo, če mene ne bi bilo? Strogo to vprašanje, zelo preprosto. Kaj bi bilo, če mene ne bi bilo? Odgovor je nič. In ta odgovor pravzaprav postav na glavo, ta vednost, ki jo imamo nekje v globini, postav na glavo to običajno ontologijo, ki jo vzpostavljamo. Ki je, recimo, da je ta ontologija, ki vznika ob tem vprašanju, recimo idealistična, je tista ontologija našega vsakdanja življenja realistična. Ampak ob tem, ko se to res vprašamo, se zgodijo te dve zadevi. V bistvu vidimo prav zaradi tega, ker sami sebi moramo odgovoriti, da če mene ne bi bilo nič, se razumem, da sem na nek način bit vsega, kar je. Po drugi strani se pa ravno v istem vprašanju skriva to, da sem radikalno izničljiv. In med tem, celotna ta moja filozofija štartla v bistvu iz tega, med tem, da je vsak od vas, pravzaprav ne samo vse, ampak bit vsega, in med tem, da je izničljiv, v tem sred tega protislovja vznika v bistvu svoboda in pač blazno dostojanstvo vsake eksistence, vsake življenja. To je pomembno. Hkrati pa, prav ta osnovni paradoks, ki nosi naše življenje, jaz to raziskujem v teh posameznih odsekih, te različne logike, ki se pletejo iz tega nekega izvornega protislovja, sam ta paradoks pomeni, da mi ljudje, mi smrtniki, ne vemo, kaj je resničnost. Vedno smo v bistvu, da je naše temeljno vprašanje, mi razumemo vprašanje, kaj je res, kaj v bistvu v resnici biva, kaj je resnica stvari. To je mi poznamo, razumemo to vprašanje, lahko ga res zastavljamo, če smo za to nekako pravilno disponirani. Ne poznamo pa na to odgovora, oziroma so te odgovori zelo zapleteni. In ta navidezna kontingenca eseja o vprašanju o živali, sanjah, jeziku in niču je ravno tematizacija 4 fenomenov, kjer prihaja do radikalne destabilizacije resničnosti. In to je tisto, kar pač je meni tukaj izjemno zanimivo. Verjetno bi vsi, tako kot sem rekel, sami poznavalci filozofije in sorodnih zadev, veste, da je v francoski fenomenologiji 20. stoletja prišlo do nekega obrata, recimo v delu Paula Ricoeurja, Poznega Jacquesa Derridaja, Jean-Luca Mariona, Michela Onrija in tako naprej, da govorijo o, recimo, le tournant théologique de la phénoménologie française, teološki obrat v francoski fenomenologiji. Ampak zakaj gre v osnovi? Da je misel postala fenomenološka misel, se pravi radikalno racionalna misel, ki je poskuša zvesto in brez vseh predsodkov slediti fenomenu, da je postala pozorna na določene fenomene, ki razbijajo konceptualnost, kakršno misel naprej vzpostavlja. In to je ključno. To je ključno. A obstajajo, a lahko pogledamo neke fenomene, ki nas, če jih začnemo misliti, pravzaprav pahnejo v neke povsem nove dežele. In v tem, ko nas pahnejo do neke druge dežele, vržejo neko novo svetlobo na to deželo, v kateri živimo in kjer bivamo. In to, te fenomeni so vsi te, o katerih govorim v tej knjigi. Mislim, jaz sem prepričan globoko, da imajo ravno to moč, da to naredijo. Hvala, ampak še eno tako vprašanje, ki si jih načel to fenomenologijo. Namreč vprašanje se postavlja pravzaprav odnos tvoje filozofije do fenomenologije
bodi si do pač neke čisto krvne husserlovske, ali z neko heideggerijansko nadgradnjo, ki je pa tudi pri nas pač nekaj časa cvetela. Sicer se zdi, da je Heidegger večkrat tvoj sogovorec, kot pa recimo, poststrukturistične zadeve, kot so še Foucault pa Lacan, ne. Ampak vsem bi rad videl, v čem je tvoja kritika fenomenologije tukaj, ker težko bi sam sebe verjetno označil za neko striktno fenomenološko pozicijo. Ja, mislim, če jaz označujem to, če moram nekako s temi kategorijami označiti, bi rekel, da je to nek postfenomenološki projekt, ne. Mislim, kaj je moja temeljna distanca do fenomenologije? V bistvu to ravno se lahko navežem na to, kar sem prej govoril, ne. Jaz sem prepričan, da je za, recimo, Husserlovo pa Heideggerovo mislijo, da se skriva nek relikt, neko zelo trdo prepričanje, vednost v tem, kaj je res. Ne? In tudi skaj meni neskončno moti pri tej filozofiji. Ne? V bistvu z vsem tem ognjemeti konceptualnosti, duhovitih obratov, strogih analiz, matematično preciznega mišljenja, se skriva neko prepričanje, za katerega vem, da v bistvu da ni resnično, oziroma da je tam, ne da bi se utemeljil. In to seveda tudi recimo pri ljudeh, ki so eksplicitno celo življenje posvetili dvomu o tem, recimo Husserl, ne, on je dejansko poskušal zgraditi celotno vednost iz neke obnovitve kartezijanskega dvoma. Ne. Ampak še vedno jaz vidim za tem v bistvu neko ontologijo, ki je v osnovi ta recimo neka zatrditev, da je človeški pogled pravi pogled. Ne. In vsi ti fenomeni, ne, recimo esej o sanjah ima nek zanimiv del, kjer govorimo o Husserlu, ne, začenjam ga pravzaprav s Husserlom, ne, z njegovimi, pisal neko tako, če hočeš, dekonstrukcijsko branje Husserla, ki se na neke čist bistvene fragmente, kjer on zapisuje izjave o sanjah, usedem in poskušam pokazati, da je tukaj problem, ne. Ker ravno sanjska izkušnja nas pahne v neko destabilizacijo te resničnosti, ob kateri se njegov konceptualni aparat v tej fenomenologiji izkaže kot prekratek. To. No, hvala, ker so želi tu, mogoče nadaljujeva s sanjami, ker sanje so zelo izjemno, pač vsaj v tej, veliko v splošni razgledanosti v naši kulturi, bi lahko rekel, da je tri glavna področja, ne. Ali bi šli sanje gledati simbolično, ne, sanje nekaj pomenijo, gremo gledati v sanjske bukve, ali so to potlačeni, freudovsko, ne, potlačeni material, ne, ali pa čisto neurološko, scientifistično, pač da človek ima preveč vtisov vseh dan in nekako se morajo možgani po domače rečeno spucati, ne, preko sanjami. Skratka, ti zavrneš vse te tri glavne, bi rekel, pozicije in kaj je pravzaprav izid tega, rezultat tega eseja o sanjah? Da obstaja neke druge resničnosti, ki niso neki vzporedni svetovi, ki niso... V čem vidiš tukaj to? Ja, mislim, to, kar mene pri sanjah zanima, je natanko to, da ko bi rekel, tako kot pri živalih, ne, poskušam misliti resničnost stališča živali, ne, kar je nemogoče, ampak to poskušam zato, ker sama ta nemogoča gesta osvobaja ta človeški svet zato, kar je, ne, in pravzaprav ti omogoča misliti drugo živali. Tako v mišljenju sam, ki je nek prehod abrupten iz ene resničnosti v drugo, ne, želim v bistvu misliti logiko sam proti logiki budnosti, ne da bi jo zdaj odpravil, ampak osnovna intenca je ta, ne. Mislim, zelo preprosto rečem, ne, če mi zdaj, recimo, smo tukaj na nekem pogovoru, ne, če nimamo za trenutek te fenomenološke odprtosti, ne, da bi rekel, kaj pač to sanje, kaj je to res, ne, a je to budnost, a je to prava stvar, mislim,
vse ostalo je pa himera, ali je morda v bistvu to nek fragment, ne, v mnogoterih, ne, pojavnostih, resničnosti, dokler tega nimam, ne, po mojem ne morem misliti sam. Ne. A veš, dokler sem ujet, dokler sem prepričan, da je pravzaprav budnost prava stvar, ne, in da so sanje neki, ne vem, neki sekundarnega, neki drugotnega, ne, se ne dotikam tega, nimam v bistvu te konceptualne odprtosti, miselne odprtosti, da bi se lahko bližal fenomenu. In to, mislim, se da to dokazati brez nekih, ne vem, dogmatskih, nekakšnih bolj predpostavk, ampak prav z analizo tega, kaj se zgodi, ko sanjam. Kakšne so te premiki, ne, ker tukaj gre za to, jaz v bistvu poskušam izoblikovati vedno neke ponovne mreže, ki so abreviature tega, kar se nam dejansko dogaja, ne, recimo v sanjanju ali pa v stiku živali. Podobno recimo tudi v jeziku. Ne. Jezik, zanimivo, da nasaj navzven, formalno gledano, so neke tvoje misli podobne. Naprimer, dostakrat pač v teh, tudi v filološki miselnosti, je jezik mišljen kot neko umestnost. Ne. Neko umesje, ki ni pravzaprav rekuriranje na jezik pomeni nekako odstop iz te dihotomije, nekako je ta jezikovni brat šel v to smer. Ampak ti tudi vidiš, praviš, to je neka medhipostatičnost. Bi lahko razložil, o čem vidiš v bistvu, kaj prav, tista najglobja intenca, kaj jezik v bistvu je, kaj pomeni, da smo mi jezikovna bitja, da govorimo. Zdaj, če bi lahko to na hitro odgovoril, pa ne bi tega dolga izgleda pisal, ne. Ampak v osnovi je tako, ne, iz tega, kar sem prej govoril v začetku, ne, o tem pojmu hipostaze, ne, da se vrnem k temu, ne. Hipostaza je pojem, ki so ga na zahodu prejeli kot persona, oseba. In oseba je pravzaprav tisto, kar se ne da pri bitju, človeškem bitju, ne, ali pa kakšnem drugem bitju, ne, kar se ne da reducirati na naravo, ne. Imamo recimo, ne vem, naravo, ne, človeško naravo, lahko jo pišeš, ampak tisto, kar je nereduktibilno naravo, to je dimenzija personalnega, osebnega. In zdaj seveda tle, to v zgodnji cerkveni misli, kjer so te zgodnji krščanski misli, kjer so te pojme prvič na ta način vzpostavili, so seveda prišli do zelo zanimivih rezultatov. Ne. Recimo, ne, Kristusa, ne, Božjega sina, so mislili kot hipostazo, v kateri sta dve naravi, kar pomeni, da v bistvu človeška narava sploh nima hipostaze. Možno je narava brez hipostaze. Oziroma enhipostazirana v božanski hipostazi. In ravno ta čisto radikalna drugost tega pojma hipostaze nam omogoča misliti tudi temeljno dimenzijo hkratnosti tega, da smo v bistvu vse in da nismo nič. V bistvu to neka okrog obrnen, navznotraj obrnen pojem, tradicionalen te hipostaze ali posebej. Kar z drugimi besedami pomeni, da po mojem prepričanju je vse, kar lahko mi, ljudje, doživimo in kar lahko izkusimo, je globoko osebno. Sploh, zunaj osebnega ni nič, ne, rečemo temu tako. Zame je to ta temeljna, recimo radikalno personalistična dimenzija realnosti je absolutno ključna. In jezik sam lahko, mislim, ga jaz razumem in to je osnovna intenca eseja nekako v tej dimenziji personalnosti. Ne. Jezik sam ne morem, tako kot se dogaja recimo v jezikoslovju ali pa v logiki, razumeti v njegovi najglobji in temeljni dimenziji, če ga razumem na nek način predmetnosti. Jezik je vedno energija, je vedno žarenje te hipostaze, ki je hkrati vse in ni nič. In to so mislim,
osnovno fenomenološko dejstvo, iz katerega štartam svoj esej, ki je za mene absolutno bistveno, če odgovarjam na tako vprašanje, je zelo preprosto, iskreno in oseben odgovor na vprašanje, ki se ga mora vsak od vas sam zastaviti. Kaj mi je jezik naredil v ključnih trenutkih mojega življenja, recimo jezik drugega, jezik pesmi, jezik svetega besedila, kaj mi jezik lahko dela? In šele takrat, pravzaprav, če se zamislimo nad temi ključnimi učinki jezika na nas samih, lahko razberemo to temeljno osebno dimenzijo jezika, ki je v tem, da po jeziku do nas na skrivnosten način prehaja osebna realnost govorečega. To je tisto osnovno misterij jezika. Seveda, gre za nek paradoks. Nekdo govori, lahko govori daleč v času, lahko govori pred tisočletji, ampak skozi jezik prehaja njegova realnost do mene, ki poslušam, ne da bi se seveda od njega v resnici odcepila. Ta hkratna, to je umestnost, ampak bistveno za to umetnost je, da je čisto nošena s to skrivnostjo osebe. In to mislim, da je ključno. Zdaj, nujno te moram tukaj vprašati, kot jaz, ki sem pač v prvi vrsti komparativist, in ti pa tudi pesnik. Kaj mi dela jezik pesmi? Kaj tebi osebno, če govorijo o tem, kaj tebi osebno dela jezik pesmi in kaj pomeni za tebi pesnjenje in kakšno vlogo ima domisli? Mislim, veliko mi dela. In tukaj so tudi pač imenitni pesniki, vidim tam Boris Anova, morda nam bo on še kaj povedal. V glavnem, ampak mislim, da, kako je rekel, vsi imamo, tudi bralci in ustvarjalci imamo to izkušnjo jezika, ampak zdaj v filozofskem kontekstu, mislim, ni to pomembno zdaj, kakšno je odnos, recimo, mojega pesanja do filozofije. Gre bolj za to, da poskuša ta filozofija jezika, ki jo tukaj oblikujem, na nek zelo temeljen ontološki način usmisliti pesniško dejavnost. To je pa bistveno. Kot sama hipostatična misel v celoti je poleg drugih zadev tudi neka ontološka apologija umetnosti, če hočete. Lahko to na kratko razložim, ker mislim, da je pomembno. Prav za neko to naivno, realistično, z znanostjo prežeto zdravo pamet danes, je v bistvu umetnost nekaj, kar je v osnovi brez veze. Mislim, čisto kar je ontološko nerelevantno. Zakaj? Zato, ker pač je to, v bistvu je kar nekaj. So neka subjektivna izkustva nekih ljudi, ki so eni malo bolj talentirani, eni malo manj, in v bistvu prodajajo to svojo subjektiviteto, ki v bistvu ni interesantna. V zadnji instanci. Interesantno je tisto, kar je res, kar je objektivno, to je pa v najboljšem primeru nek okrasek na tej torti realnosti. Problem te podobe sveta je seveda, da ne drži, da je ravno ob izkustvu in nekem globokem mišljenju naše smrti, niča, to, kar tematizira na tem zadnjem eseju, v uvidu to, da je vsak od nas bit sveta, ki je v bistvu izpostavljena v to globoko ničnost, vidimo, da ima vsak od nas možnost izražati to bit, to lastno bit, ki je bit vsega. In moč umetnosti in njena resnica, njena ontološka resnica je v tem, da se v njej na različne načine artikulirajo te, kot jaz pravim, edine biti. Se pravi, da se artikulira bit resničnosti v celoti in edina na oseben način in totalno neponovljivo. In da to prihaja do nas. To je, mislim, zakaj je struktura sveta, to je resnica, to je nekaj, kar je bistveno resničnejše od podobe sveta, ki vam ga ponuja znanost. Podoba sveta, ki vam ga ponuja znanost, je vedno nek derivat
življenjskega sveta, to je stara fenomenološka Husserlova teza, ampak tukaj je še zaostrena. V bistvu edini način, da dejansko se ta modaliteta biti sveta izraža, je pravzaprav umetnost. V strogem pomenu. In tudi drugi diskurzi, recimo religijski, filozofski, tam, kjer se tega dotikajo, uporabljajo umetnost. Rekel si, da je tvoja filozofija na nek način lahko opredelimo kot nek radikalni personalizem. In hipostaza, zanima te persona, hipostaza. In zdaj mene zanima, kako bi podal en čisen tak, kaj bi rekel na ta ugovor, ki je seveda karikatura, eno zelo naivno in nekorektno branje tvoje filozofije, ko bi rekel, ker ti zavrneš v bistvu, praviš, to, kar je, to smo mi. Jaz in ti in tudi izbrani. Medtem, ko ti trdiš, da svet, torej ta miza, na nek način ne obstaja. Skratka, s tem zavrneš to, kar v bistvu, kot govoriš, znanost nam dobro spridiga. Ta svet je, ker objektivno je, in ko poznamo te objektivne zakone, naredimo stvari, naredimo zdravila, naredimo pametne telefone. Skratka, to, kar je globoko, kot ti praviš, skratka, ta realizem, ki ga mi imamo vse, da svet je, da to ni, da praviš ti, da ni, nima biti. In zdaj pač bi rekel, se pravi, si zapadel v idealizem, je to nek solipsizem. Kako v bistvu se, zdaj s tem najbolj naivnim, mogoče res, to je res velika karikatura, ampak vse, recimo, kako bi čisto nakratko govoril temu, kako se izogneš in temu realizmu in idealizmu in pravzaprav zvoziš to. Mislim, prava filozofija mora preprosto vedno misliti zadeve tako, kot so, tako, kot se dajo. In to, da zelo hiter, če mislimo, skratka, če ne razumemo filozofije kot to, da komentiram, kaj je rekel Aristotel, pa ne vem, kako Heidegger komentira Aristotel, ampak da se, in tako naprej, ampak da se usedem na stol in da poskušam misliti, kaj res je, kar je edino res pravo filozofsko mišljenje. Če se tega lotam, kmalu vidim seveda, da je to prepričanje o obstoju zunanjega sveta, o drugih, da je zelo paradoksno. Mislim, če hočeš, če vzamem znanstveno logiko in neko fiziologijo zaznave, tako vidim, da so seveda, da iz te same znanstvene logike izhaja seveda, da so te držljaji, zaradi katerih konstituiram tako imenovano objektivnost sveta, nekaj, kar je čisto v meni. Če sploh ne prihajam do nekih globih ontoloških razmislekov. Ampak seveda ta realnost drugih, realnost sveta, ima neko bistveno, kako bi rekel, globjo dimenzijo, kot je dimenzija predmetnosti. To se mi zdi ključno. Da skrajšam zgodbo, vedno se mi je zdel zelo lepa misel, ko je Nikolaj Berdjajev, ruski filozof, zapisal prav, da v bistvu po Kantu, da vemo, da v bistvu so stvari po nas, ampak to ne pomeni, da bi jih mi ustvarjali, ampak jih Bog ustvarja prek nas. Zdaj, pač v dimenziji filozofije Bog ne nastopa kot Bog, ampak v bistvu osnovna ideja je pa ta, da seveda moja izkušnja drugosti oseb, drugosti predmetov, drugosti sveta, pomeni neko tako močno ontološko izkušnjo, ki ne kaže niti na samostojnost predmeta, v smislu neke predmetnosti, ki bi jo jaz pač postuliral, niti ne kaže na to, da bi se sama predmetnost oblikovala iz mene, ampak kaže na nekaj globjega, na neko počelo, iz katerega se vzpostavlja tako moje sebstvo kot predmetnost. In seveda v tem počelu sebstva in predmetnosti, pa ne moramo več povedati, v bistvu je to ravno ta nič, apofatični nič, o katerem govorim, iz katerega pravzaprav vse prihaja, iz katerega sam prihajam, ampak na ta način, da ga ne mislim, ne moram ga misliti predmetno, ne moram ga misliti z kategorijami
tega sveta, niti z, ne vem, z nekimi psihološkimi analogijami, ampak je pač res radikalno nekaj pofatiš in nič. Se pravi, je neka temeljna realnost, o kateri lahko govorim samo serijo zanikanj in zanikovan zanikanj. Ne. Zdaj, ko govorijo o niču, tudi sam, ko podajaš to genealogijo niča, tudi temeljno vprašanje nihilizma. Evropski zahodni nihilizem, to je velika tema v 20. stoletju, tako da ne spomnim se imena intelektualce, rekel nihilizem, to je opij za intelektualce. Skratka, kako vidiš ti nihilizem, misliti nič, to je gotovo, se zdi največje filozofsko vprašanje, biti ali nič, biti nič. Skratka, kako vidiš, kakšna je tvoja filozofija niča, splošno, ampak tudi kako gledaš, kakšna je po tvojem mnenju funkcija vloga temu, kar pravimo evropski nihilizem. Mislim, da se o nihilizmu zadnje čase dosti premalo govori, po prvič povedano. Včasih to je bila tema, recimo tam nazaj, 90-ih okrog, recimo, ne vem, Nove revije se o tem dosti pisali. Danes se potem malo govori, in to je slabo, zato ker nihilizem v globini določa naše življenja, določa naše družbeno življenje, naše politično življenje, naše osebne eksistence. To je ta nihilizem v smislu neke zelo, kako bi rekel, reflektirane, artikulirane filozofije, ampak to temeljno preprosto prepričanje, da v bistvu z nami ne bo nič, oziroma da je tisto, kar nas čaka po recimo tem kratkem obdobju zemeljskega bivanja nič in da recimo tudi pravzaprav usoda sveta je neka kozmična entropija, tudi svet sam potuje k niču. In to občutje, to temeljno občutje je pravzaprav gonilo tako rekoč 3/4 stvari, ki se dogajajo. In zdaj to ne misliti, tega ne misliti stalno, je nevarno, ravno zato, ker je to temeljna struktura, iz kjer izrašča marsikaj v naših življenjih. Zdaj, sam sem to svojo filozofijo, ta svoj esej, svojo filozofijo niča zamislil prav kot nek poskus radikalnega soočanja s tem. Zdaj, kaj je s tem? Želel sem si pogledati tej smrti v oči, ko bi rekel, kolikor se to pač ne da, ampak in z nekim upanjem, ki se mi je uresničil v pisanju tega eseja, da če to gledaš v oči tej resničnosti, da prije do nekega zasuka lahko, da se v bistvu pokaže, da je kako bi rekel, da je v tem mračnem niču nekaj lahko svetlega in odrešilnega. Mogoče še eno vprašanje, potem pa še kolega povabila. Namreč vsakdo bo opazil, da je ta knjiga sestavljena tako, da so tudi eseji sestavljeni tudi v tvojih prejšnjih knjigah, vendarle potem ponuješ tudi nekaj, kar praviš, teološki korolari, oziroma teološki komentar k temu. Tudi, recimo, kako bi sam tudi zavrnil, recimo, ta očitek, ko mogoče ga nekateri imajo, da je pravzaprav ti prihajaš z neko teologijo, ki jo predpostavljaš in potem to razkleneš in filozofsko razkleneš. V bistvu sam vidiš to verjetno, da, mislim, kako gledaš ta odnos med filozofijo in teologijo, in pravzaprav kakšna se ti zdi ta tudi funkcija teh, ker pač ta komentar je za nekoga verjetno, ki pripada, ki nekako sprejema neko krščansko vernost in tako naprej. Zdaj tako, da zelo preprosto povedam, pač jaz sem kristjan in to je pač vera v Kristusa in pač izkušnje, ki jih imam v tem in to je absolutno moja temeljna identiteta, to sploh nekaj in to je tako močno, da dejansko je to tisto, kar me v globini zaznamuje. Vprašanje je seveda tukaj zelo preprosto, a lahko
Recimo vzameš, verjetno bi nekaj podobnega lahko marsikakšen matematik rekel, ne? Absolutno verjamem, da je Kristus učen Bog, to je to, na tem stoji moje življenje, iz tega živim, ne? A je zdaj zaradi tega, kaj je slabša matematika, ne more bi se zaradi tega delati matematike, a ta človek ni sposoben abstrahirati v bistvu v trenutku matematičnega ustvarjanja od te temeljne, tega, kar v temelju konstituira njegovo eksistenco, ne? In nekaj podobnega je v bistvu s filozofijo, ne? Ti seveda ob ta temeljni nek življenjski horizont krščanski tukaj obstaja in ravno zato kažem, da na koncu v bistvu v teh teoloških transgresijah, kako to vstopa, ne, v moje življenje, seveda kako ta, recimo, filozofski, miselni del, ne, kako je komplementaren z religioznim, ne. Ampak obenem to ne pomeni, da ne bi mogli ljudje, ki ne delijo te vere, razumeti filozofskih delov, ne, in tudi, ne vem, zakaj ne, mogoče nekateri ljudje, ki jih ne zanima filozofija, ne bi brali in kaj črpali iz teh teoloških kolorarjev. Hvala lepa. Jaz bi tukaj na tej točki vendarle povabil tudi občinstvo, da se nam pridruži nama z vprašanjem. Tako da prosim. Stvarjenje iz niča je tudi, kreacija ex nihilo je stvarjenje iz neke mistične polnosti, ne? V tej mistični tradiciji. Torej, ni sam čisti nič, ne, absolutno nič. Ja, tukaj ste zdaj dve zadevi, ne? Ne imate slišali vprašanje. Gospod Guga je pač vprašal, je rekel, da je v mistični tradiciji stvarjenje iz nič, da je v bistvu stvarjenje iz polnosti. Zato je ena varianta, ne? Recimo, ex nihilo to pomeni ex deo, ne? Bog ne ustvarja, Bog recimo ustvarja, ko ustvarja iz nič, ustvarja v bistvu iz sebe. Ne? Ampak, ne, seveda tukaj, to, kar jaz tematiziram, je nek drug nič. Ne gre za tukaj ne govorim o tem apofatičnem niču, v bistvu božji skrivnosti, nedomljivosti, ne? Ampak prav o tem nihil, ki je v osnovi vsega ustvarjenega, ne? In je nekaj drugega, ne? To ni ta, recimo, naša groza pred ničem ni istovetna z našo grozo pred božjo nedomljivostjo in neskončnostjo, ne? Gre za nekaj drugega. In tle v tej fenomenologiji se poskušam pokazati tudi na te povezave obeh ničev, ki so paradoksno včasih, mislim, zelo tako fenomenološko gledano zanimivi, ampak ta rešitev, no, celoten esej je napisan proti temu, proti tej izenačitvi preprosto božje apofatičen nič je enako nič kot nič, ne. Mislim, da to ne drži, ne. Ta nič, ki je v ozadju nihilizma, ta nič, ki je v ozadju vsega, ne vem, ubijanja, ki je v ozadju hedonizma, to je drug nič, ne. To ni ta božja skrivnost, ne. Kaj pa hipostaza? Recimo, v eseju o etiki, ne v tej knjigi, ampak v prejšnji, ga ni ne človeka, ne logike, ne etike, ne filozofije, ki bi nekega desarovskega rablja lahko prepričala, da tisto, kar dela, ni prav. Zato, ker dela sam iz sebe in hipostaza je tista osnova njegovega delovanja, vse druge so nepomembne pri vsem tem in celo neka notranja logika ga sili, da druge izniči. Potem pa pride še, recimo, o živalih, klop, ki je parahipostaza. Sicer hipostaza ni, ampak nekaj, kar gre v to smer. Ne? In iz česa deluje ta, ko je, recimo, teološko po objavi, Bog rekel, da vse, kar je ustvaril, je dobro.
So tu neke razpoke ali kaj bi rekli? Mislim, razpoke, se veš, Pavle, jaz te ne ponujam nobenih gnostičnih odgovorov na vsa vprašanja. Mislim, ta je, hočem reči, ta situacija v močilnici, neka paradigma, neke situacije, ki jo poskuša etika pol presežiti, je na nek zanimiv način povezana z ničem. Seveda v osnovi gre tukaj za, pač mučitelj uživa v zadnji instanci tisto, kar mu daje moč, je ta nič žrtve. Vedno je na koncu pravzaprav tisti nič žrtve kot ultimativna groza in situacija v močilnici je ta, da je pač rabel gospodar položaja za nekaj časa. V bistvu je gospodar nad bitjo in ničem, ali pa sam sebe tako razume. Zdaj, pri klopu je situacija zelo zanimiva v tem smislu, da Uexküll, ta prvi temeljni mislec, recimo neke filozofije, biologije na začetku stoletja, on je prav klopa navajal kot primer tega, kako so te živalski svetovi čisto drugačni od človeškega. In tisti meni je zelo ganljivo, ko opisuje v bistvu to eksistenco klopa, ki čaka na drevesu in da bo kaj prišlo mimo, ne bo nič prišlo. In potem, ko pride, se naje in tako umre. Neki čist drugačen ustroj življenja, ki ti daje misel. In seveda je že spet povezan v tej parhipostatični perspektivi z bitjo in ničem. Trenutek največje naslade klopa je v bistvu trenutek njegovega razmnoževanja in v bistvu bližina njegove smrti. Koliko je pa to, mislim, koliko lahko pa to res razumemo, koliko je ta sama hipostatičnost v parahipostazi res neka analogija, to pa puščam čisto odprto. Gorazd, čestitam za knjigo, ki daje misli, odpira izzive. Ampak sprašujem tako, zdaj tudi, ko sem te poslušal, glede na razbitje ali pa zdaj na te imenitne zbire kategorije, sanje, živali. A ni, tako vprašam naivno preprosto, a ni pravzaprav budnost človeka, ta razumna budnost, pravzaprav tisti največji dar, ki ga imamo. In to zgubiti, to budnost, tudi po noči, ali pa se spustiti na nivo živali, tudi če se uživiš, tako, da ni pravzaprav vedno na nek način tudi nevarno. In se nam to lahko tudi še prehitro dogaja. Se pravi, ni prav v tej budnosti, jaz sem tudi mistik, imam rad noč, ali pa kot bi rekel Heraklit, človek živi v dnevu in v noči, seveda. Ampak, a ni ravno skozi to budno potjo, ki nam je dana, najlažje priti tudi do tistega čez, do Boga, do dobrega, do drugega. Ja, jaz nisem kakšen apologet, tak romantičen apologet noči proti dnevu ali pa živali po človeku ali kaj podobnega, sploh ne. Gre za nekaj drugega, bolj za temeljno vprašanje, a lahko sploh vem, kaj je budnost, če ne mislim tega njega drugega. A lahko vem, kaj je človek, če pravzaprav ne znam misliti drugosti živali. A veš, ne gre mi za to, jaz seveda se absolutno strinjam s tem in ne gre mi za neko tle dionizično, bakhično filozofijo iracionalnega, kaj podobnega, ampak za zelo racionalno, če hočeš, in trezno premišljevanje tega, kaj je resničnost. Vsaj ta intenca je taka, upam, da je tudi pač vtis prebralcev podobno. Kakšna bo povezava med ničem in svobodo, če se malo odmaknemo od tega, se mi zdi negativnega? Mislim, da je ključna povezava. V bistvu to, tako kot sem na začetku rekel, da seveda
Ta prvi esej že v bitih začenjam s tem, da so mislim, da težava te filozofske komunikacije tudi v tem, da so te naši, rečemo, da je bitna določenost, če vsak izmed nas bit vsega, ne, da so te biti v svoji edinosti so imajo drugačne tonalitete, drugačne so. In te tonalitete, ta tonaliteta edine biti se oblikuje v svobodi. Ne. Svoboda je pravzaprav način, kako obarvam svojo edino bit v neki odgovornosti do tega nemisljivega počela, iz katerega vznikam. Tako bi rekel. Ne. Je absolutno temeljna ontološka kategorija, brez kjer ni mogoče razumeti praktično nič. Prav ontološka, ne psihološka. Ne. Dveh reči sem se spomnila v tem stojkov, če se prav spomnim, ko so imeli idejo samomora, se pravi pač izničenja niča, kot en način, kako lažje prenašati sedanjost, ne, ker vedno obstaja ta izhod in sem zato zdaj lahko bolj svoboden. Pa enka versa pesnika Matije Bečkoviča, tako nekako gre v improviziranem prevodu. Vse življenje sem hrepenel potem, da bi bil nekdo in nekaj, to da biti nič je najvišja pozicija, ki jo je moč doseči. Ne poznam nikogar, ki bi si zaslužil bolj kot jaz, da je nič in se tako reši in izgine. No, mislim, na koncu tega pač mojega eseja ponujam celo, mislim, paleto teh, kako bi rekel, filozofij, misli, duhovnosti, ki podobno učijo to samo anihilacijo, samo izničenje, kot neko zadnjo postajo na duhovni poti, ne toliko v smislu samomora, že bilo se spomnil, da to mi je vedno po stojkih, mi je bilo vedno zanimivo, ker oni niso delali spektakularnih samomorov, večinoma, ampak piše Diogen Lajerski in drugi viri prav, bil je star 85 let in se je odločil, da bo nehal dihati. Nikoli ni bilo jasno, kako lahko to človek naredi, ampak očitno je bila neka tehnika. Meni se zdi, da je zadošča že ideja, kot možnost. Ja, ampak ne je čisto praktično. Mislim, ker očitno je to bila neka tehnika v antiki, ker to je dosti teh filozofov. Bil toliko in toliko je bil star, sik življenja in se odločil, da bo nehal dihati. Nekaj smo pozabili, no. Še sem ga vprašal. Torej, pri tem vašem pogledu bi lahko rekli, da gre za neke zgostitve počasi. Recimo imate sin hipostazo, parahipostazo in se pravi, zadeve nekako potegnete iz stvarnosti ven, ki se vam zdijo bolj nekako nagovarjajoči, relevantni. Jaz bi konkretno rekel, da je možno še en korak naprej, recimo od živali, recimo do nežive materije, konkretno dva, recimo osebno izkušnjo. Stati pred ogromno maso skal, razumete. Je skoraj podobno občutek, ko pa takrat, ko pogledaš psa v oči. A je tu, verjetno je tu neka povezava tudi. Meni se ti zelo lepo to, ko ste povedali. Mislim, je pa seveda, da bi to zahtevali pa čisto neko dodatno konceptualizacijo tega. Kaj je pravzaprav v tej, če razumem, da je neka, da tisto v masi, recimo neki gori, velikanski gori, masi skale, tisto, kar pravzaprav se me dotika in nagovarja svojo drugostjo, ni neka moja predstava o realnosti tega, ampak neka drugost, ki spregovarja skozi to, če je to recimo nek logos, te logos, te gmote, te nežive, na videz saj gmote,
Kaj to pravzaprav pomeni? Ne? Kako se dogaja? Kakšna govorica je to? Kakšen govor je tukaj? Ne? To je seveda še težje morda kot misliti problematiko živali, no? Ampak je pa realno vprašanje in mislim, ste lepo povedali, zakaj gremo. Boris, zelo lepo si povedal, da je smrtno smrljivost izvir dostojanstva človeka, če sem te prav razumel. In to je seveda tudi neka osnovna pozicija poezije, neka domovina, bi rekel, pesniškega izrekanja sveta. To, kar posebej cenim pri tvojem zelo raznovrstnem, zelo sklenjenem delu, je izjemen napor jezika. Napor v prevajanju, napor v filozofski misli in seveda tudi napor v poeziji. Je zelo izjemno močen. To, kar bi me pa zanimali, obenem z opravičilom, da knjige žal še nisem prebral, je kakšno je razmerje med jezikom na eni strani in živalmi in sanjami, zaradi tega, ker se mi zdi, da v odnosu do sanj jezik izkazuje neko čudno nemoč. Takrat, ko poskušam sam zapisati svoje sanje, imam občutek, da je 3/4 zapisa pravzaprav jezik in da se mi sanje na nek način izmikajo, vendar je to včasih edini način, da se jih ohrani, kolikor jih je mogoče. Kako je to živali? Ker ravno na osnovi vprašanja jezika se je vzpostavil ta skrajno aroganten odnos človeške vrste do drugih živalskih vrst. In seveda, kako je to potem z ničem? Mogoče sta si jezik in nič med temi kategorijami, ki jih obravnavaš, na nek način še najbolj kompatibilni. Ampak obenem je pa tukaj neka temeljna nemoč, ki seveda zadeva vse ravni človekovega jezika. Najlepša hvala, Boris, za vprašanje. V osnovi, seveda, tako bi rekel, ker se praviš, da nisi prebral knjige, te analogije vlečem iz vse oziroma poskušam nekako povezati ta vprašanja. Sem zdaj težko obnovil te navezave, si pa zelo pravilno povedal to, da je temeljen problem našega odnosa do živali se je utemeljeval na tem, da živali niso razumna bitja, da niso logosna bitja, da so bitja brez jezika. To je bil osnovni argument za to, da smo pač lahko gospodari, da jih lahko pač neusmiljeno iztrebljeno ujemo in tako naprej. Tako da to absolutno držim, se strinjam tudi s tem, da je jezik na nek način nemočen oziroma deprivilegiran v povezavi s svetom sanj. Dosti bližje je tukaj po moji izkušnji, tudi to sem reproduciral nekaj umetnin v knjigi dimenziji sanj likovna umetnost. Dober likovni umetnik ima to moč lahko, da res bolj evocira neko onirično izkušnjo, onirično pokrajino, tako da dejansko tudi v opazovalcu, da se zgodi ta premik, da vidiš tukaj ta vstop v te druge svetove, kjer smo tudi sami že na nek način bili. Zdaj, zakaj je jezik tukaj nemočen je jezik tudi v odnosu seveda do niča, v strogem smislu, ampak Christian Morgenstern, nemški pesnik, o katerem govorim v tem eseju prav o jeziku, lepo zapiše v enem aforizmu, ko ga je pisal prav en aforizmu, ko ga je zapisal v Portorožu, prav da v bistvu vsi veliki besedni umetniki da črpajo iz vrča niča. In jezik je na nek način seveda je nemočen pred ničem, hkrati pa je to
je napoten na ničnost, da se lahko vzpostavi kot umetniški jezik, no? Za razliko od nekega jezika gole informacije. Kar sledila ta večer. Hvala lepa za vas obisk, tako da bo pa možno seveda še kaj vprašati, ne, čist pole. Jaz se vam zelo zahvaljujem za vašo pozornost, ki je bila očarljiva, moram reči. Tako da sem jo tako fizično čutil in sem hvaležen.